stopnja 2, to je tisto, kar imajo danes tukaj, se pravi vožnja s samimi asistenčnimi sistemi. Prva avtonomna vožnja, prva stopnja je pa stopnja 3. To govoriva zdaj o avtomobilih, ki se že znajo recimo na takšni avtocesti tudi že sami odločati. Glede vseh vozniških manevrov so že dovolj pametni in predvsem so to avtomobili, ki že prevzamejo vso odgovornost. Potem imamo še stopnjo 4, to je avtonomna vožnja, pri katerem midva sploh ne raba biti več v avtu, ampak lahko so odzunaj in gre avto sam se peljati in te pride iskat. Se pravi, to je že tisto, kar si želimo. In zdaj potem so pa končna faza, pa stopnja 5, ki ima pa avte, ki so pa samo avtonomni, jih ne moreš sploh več voziti manualno. Tega si jaz sploh ne želim in zato, ker tam sploh nimaš niti več volana. Se pravi, če to malce poenostaviva, to pomeni, da druga stopnja je vožnja z asistenčnimi sistemi. Tretja stopnja avto vozi sam, tako kot tale zdajle. Ne, to je zdaj druga stopnja. Aha, to je druga stopnja, še vedno jaz vozim. Ok, ostajamo na tretji stopnji, torej vozi sam, četrta stopnja vozi sam naokoli. Peta pa niti ne rabim več volana, sem samo zraven. Druge imaš ti v bistvu avtonomno vožnjo na zahtevo, se pravi ti vključiš avtonomno vožnjo. Peta stopnja pomeni, da je to že dejansko šatl, da rečemo temu, se pravi taksi, ki dejansko vse naredi sam.